Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As, kjer za vas v tem predvolilnem času pripravljamo oddaje, kjer predstavljamo kandidate in kandidatke, ki kandidirajo na letošnjih evropskih volitvah. No, tokrat se nam je v studiu pridružil gospod Franc Bogovič, ki je kandidat Slovenske ljudske stranke na letošnjih evropskih volitvah in je tudi že dejansko obstoječi poslanec. Tako da, gospod Bogovič, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lep dober dan in hvala za priložnost. Torej, kot obstoječi poslanec, kako to, da ste se odločili, da boste ponovno kandidirali na evropskih volitvah? Leta dvakrat sem bil doslej izvoljen s preferenčnimi glasovi in v 10 letih sem bil zelo aktiven poslanec na področjih, katere sem tudi prej že pokrival kot agronom, kmet, župan, tako da so kmetijstvo, razvoj podeželja kot prva tema, druga regionalni razvoj in tretja energetika. In v Evropskem parlamentu moraš kar malce pognati korenin, da vedo, kaj si sposoben, kje lahko nate računajo. V tem zadnjem mandatu mi je uspelo spraviti skozi kar zelo odmevna poročila. Veliko zaslug si štejem, da smo zaustavili uredbo o trajnostni rabi pesticidov, ki bi dobesedno razpolovila uporabo površin, na kateri bi sploh smeli uporabljati pesticide. Na področju pametnih vasi je zdaj to postala evropska politika in bomo v naslednjih letih tudi več denarja za razvoj podeželja namenili. Ne nazadnje tudi na področju energetike, ki jo pokrivam kot nekdanji krški župan, sem uspel z poročilom o jedrski energiji, ki je v kombinaciji z obnovljivimi viri na nek način realna možnost, da tudi zmanjšamo izpuste v prostor. In vse to skupaj in pa seveda dogovor najprej v družini doma, da me pustijo še 5 let hoditi na delo zelo daleč v tujino, znotraj stranke in je prišla ta odločitev in z veseljem zdaj zastopam Slovensko ljudsko stranko, ki je tokrat samostojna, svojo samostojno listo. Sam sem na tej poziciji 3, se pravi, nagovarjamo zopet vseh 9, da tudi med temi, ki smo na skupni listi, izberejo tistega, za katerega računajo, da bo največ naredil in še enkrat več kandidiram za Evropski parlament. Kaj so tiste glavne programske točke, s katerimi nekako nagovarjate volivke in volivce? V okviru Evropske ljudske stranke, kjer sem tudi poslanec in v tej poslanski skupini delujem, se zelo zavedamo, kako potrebno je Evropi vrniti ta občutek varnosti. In danes govorimo o teritorialni varnosti, govorimo o prehranski varnosti, o energetski varnosti in nekaj let nazaj se je enostavno v Evropi računalo, da nam je to dano za večno. Čas in pa razvoj dogodkov v Evropi okoli nas je pokazal, da ni tako, tako da je ta varnost vključno z terorizmom, ne vem, Švedska ima kar naenkrat 65-70 tisoč ljudi, za katere njihova policija pravi, da so vključeni v organiziran kriminal, migranti in pa z njimi povezane težave po Evropi, kjer se enostavno zaradi nevključitve v družbo pojavlja vedno več problemov, pa tudi zdravstvo je pokazalo, da rabimo varnost. Tako da varnost je prva osnovna točka tega programa. Če pa želimo normalno in dobro živeti v Evropski uniji, kot živimo danes, če smo pošteni, je treba zagotoviti tudi konkurenčnost gospodarstva in s to socialno-tržno ekonomijo, se pravi, da najprej nekaj narediš, potem pa to uporabiš, pomagaš tistim, ki so pomoči potrebni, v osnovi pa da ostaja evropsko gospodarstvo konkurenčno, to je drugi steber tega našega programa. Tretji pa je to, da se zavedamo, da smo Evropska unija kontinent, ki ima svoje vrednote in da ta evropski način življenja ohranimo tudi v prihodnje. Katere so dejansko tiste glavne teme letošnjih evropskih volitev, ki nekako najbolj zanimajo volivke in volivce? Kaj ste zdaj nekako volilna kampanja v teku, kaj so tiste glavne teme, ki ste nekako opazili, kaj nekako na ljudi najbolj vplivajo? Glejte, v zadnjem mandatu, v teh 5 letih, ko sem bil tudi v Evropskem parlamentu in sem sam tudi zelo upozarjal na napake, ki jih dela evropska politika. Omenil sem že prej recimo na področju kmetijstva, kjer je kar naenkrat prevladal nek zeleni lobby, ki enostavno ne priznava več tehnoloških praks, ki jih imamo v Evropi in postavlja pod vprašaj prehransko varnost. V okviru tega tako imenovanega zelenega dogovora, kjer je
povsem upravičena skrb za okolje, za zmanjševanje izpustov, po drugi strani so bili pa sprejeti povsem nerazumljivi ukrepi, prepoved avtomobila z notranjim izgorevanjem, kar naenkrat bi ljudi prisiljevali, na hitro obnovo objektov, tudi tisti, ki nimajo denarja zaradi zmanjševanja porabe energije. Tako da gre za precej stvari, ki jih enostavno treba spraviti nazaj v red. Evropska unija, mislim, da je napačno odreagirala tudi v teh spremenjenih okoliščinah, kjer je med temi globalnimi velikimi igralci velika tekma. Tekmujemo vojna je z Rusijo po eni strani, na drugi strani Amerika pritiska za svojimi mehanizmi, Kitajska, in v tej točki mislim, da se mora Evropa bolj potegniti zase, ugotoviti, kaj rabi in narediti te korake v to smer. Verjamem, da bo tudi sestav Evropskega parlamenta v nadaljevanju drugačen in bo to tudi del spremenjenih politik. Nenazadnje je tudi ta migrantska politika se pokazala kot zelo napačna in k sreči je vsaj na koncu tega mandata prišlo do soglasja in večine v Evropskem parlamentu, da politika odprtih meja, kot so jo na nek način zagovarjali socialisti, liberalci, zeleni, še do nedavnega nima mesta in da to povzroča velike težave in da mora biti migracije kontrolirane. Tako da zeleni dogovor, varnost, migracije so teme, ki zelo zaposlujejo ta čas. Morda smo nekako pridobili premalo informacij, pa zagotovo to gledalke in gledalce zanima. Kaj so dejansko tiste bistvo tega sporazuma, ta migrantski pakt? Migrantski pakt je bil sprejet, prva točka je to, kot sem dejal, konec politike odprtih meja. Meja Evropske unije mora biti varovana in zaščitena. Tudi zato povečano število tistih, ki bi naj to pomagali v okviru tega Frontexa državi, ki ima težave. Hrvatom pomagati zapreti njihovo mejo, iz 10.000 ljudi, ki je danes v Frontexu, bi naj šlo na 30.000. Druga zadeva je zelo jasni in odločni boj z tihotapci, z migranti. Številke so znane, da mafija zasluži z migranti 60-70 milijard evrov na leto. To so 4 slovenski proračuni. Zaustaviti to na izvoru in tudi imeti jasen odnos do tega. Tretja zadeva je imeti zelo jasne mehanizme za tiste, ki ne dobijo pravice do azila, se pravi, da ne prihajajo z območij, kjer jih je treba zaščititi, da se pohitrijo postopki vračanja v te države. Zadnji element, ki je danes tudi v tej kampanji večkrat izpostavljen, ta tako imenovani mehanizem premeščanja oziroma solidarnosti, pa govori o tem, da bi določeno število ljudi v neko država sprejela, če imajo na drugem delu Evrope velike težave. Recimo, če imajo v Italiji zelo veliko migrantov, ampak tu govorimo o tistih, ki imajo pravice do azila, ne do teh nezakonitih migrantov. In recimo, da jih v Estoniji ali pa v Sloveniji ne bi bilo, bi recimo po tem predlogu, ki je zdaj še v močnem usklajevanju, veliko je nasprotovanja temu, bi Slovenija naj zagotovila, da bi lahko v Slovenijo prišlo 126 teh migrantov. Koliko si mi lahko še teh, prišlekov lahko privoščimo? Ker te vidimo, da v evropskih državah smo priča velikim spremembam. Če samo pogledamo dogajanje v Nemčiji, tam so celo neke proteste, javni shodi za ustanovitev kalifata v Nemčiji. Potem vidimo ti napadi z noži, ki jih je vedno več, ta zadnji v Mannheimu, ki je bil prvi, ki je bil res tudi audio-video dokumentiran. A ni zašlo že prek nekih meja? Zagotovo je to, kar je Angela Merkel 2015 naredila in na nek način odprla evropske meje in nas recimo uporablja kot tranzitno državo. Danes ima Nemčija s tem ogromne težave. V Nemčiji je kolega David McAllister, ki vodi odbor za zunanjo politiko, mi enostavno pove, njegovi hčeri sta srednješolki, nimata telovadbe, ker je telovadnica polna migrantov, je to begunski center. In to prihajajo ljudje, ki niso upravičeni do azila. In tu je ta pomembna sprememba zdaj, oziroma to, kar moramo spostaviti. Če je v državi rabiš določeno delovno silo, izberi te ljudi, usposobi jih, vključi jih v družbo, v tem ne vidim problema, tudi mi rabimo te ljudi. Ne more pa se dogajati več to, kar se je dogajalo, da nekdo pride brez razlogov za upravičenost do azila
in enostavno pride v državo, kjer se enostavno ne more vključiti v ta življenje. In v Evropi imajo danes zelo, zelo velike težave v tistih državah, kjer so tako nekontrolirano in širokogrudno sprejemali te ljudi. Tako da zagotovo je duh tega migrantskega pakta drugačen, se pravi vedeti, kdo ima pravico do azila, kdo ne, pač ne more vstopiti v Evropsko unijo, in za tiste ljudi, ki so to zelo, zelo omejene številke, recimo v Sloveniji dobi pravico do azila nekaj 100 ljudi na leto, ne več. In to niso številke, ki so danes dobesedno zapolnile evropska mesta, in v teh mestih imajo zelo velike težave. Omenil sem Švedsko, iz ene najbolj varnih evropskih držav se je spremenila, kar se terorizma in pa tudi organiziranega kriminala tiče, v eno najbolj nevarnih držav. In to enostavno ne smemo dopustiti, pa tudi, če nas kdo malce čudno gleda, kar se nekaj večkrat dogaja. In konec koncev, če imamo soseda Madžara, Viktorja Orbana, on je prvi govoril, da treba mejo zaščititi. In takrat je bil zelo čudno obravnavan, tudi veliko napadov, mislim, da nanj zaradi tega ima tudi neke druge slabosti. Ampak dobiva zaveznika. Fico, tako da se spreminja. Zagotovo se spreminja, in recimo tudi sprememba v okviru Evropske unije je zdaj takšna, da recimo leta 2019, to je spravno, da je bilo leto Grete Thunberg, takrat je ta levica v Evropskem parlamentu, socialisti, liberalci, zeleni, levica dobila večino. V Evropski ljudski stranki smo bili v manjšini, ko se je govorilo o teh stvareh, tako pri nekaterih neumnostih zelenega dogovora, kot pri migrantski politiki. Takrat je recimo Evropska ljudska stranka imela samo 5 predsednikov vlad in ti določajo, kdo bodo komisarji. In takšen je bil sestav tudi Evropske komisije, na čelo z gospo Ursula von der Leyen, ki mimogrede nisem dvignil roke, da bi bila primerna še zaenkrat voditi Evropsko unijo, Evropsko komisijo, in ta politika je dobesedno zdaj delala te napake. Verjamem, da bo letos drugače, v tem trenutku tudi javnomnenjsko kažejo, da imajo ljudje te zgrešene politike dovolj, da bodo mnogi iz tega levega pola izgubili večino, nenazadnje pa tudi danes med predsedniki vlad, kar 14 predsednikov vlad, ki pripadajo tej desni skupini oziroma konzervativni Evropski ljudski stranki. Tudi države, kot so Švedska, Finska, Nizozemska, tradicionalne trdnjave socialistov, liberalcev, so zaradi te zgrešene politike enostavno svojim ljudje dali rdeč karton in dali priložnost nekomu drugemu. Nekako glavna tema v Sloveniji je v teh dneh, poleg teh volitev in referendumov, tudi to, da bi naj Slovenija priznala Palestino. Kaj menite o tem predlogu? Slovenija ima danes kot nestalna članica Varnostnega sveta odgovorno nalogo. Ona mora kreirati svetovno politiko, in tu mislim, da je ključno doseči mir, da se konča ta morija zdaj v Gazi, ki je se začela na izraelskih tleh, in sam sem bistveno večji zagovornik tega, da bi bil priznanje Palestine kot zaključek mirovnega procesa, v katerem država najprej Palestinci priznajo Izrael, da ne govorijo o tem, da je edina naloga uničiti Izrael, z druge strani, da Izrael prizna Palestino in da konec koncev tudi Palestinci izvolijo neko legitimno vodstvo. Za zaključek najnega pogovora še kako sporočilo za volilke in volilce, ki nas sedaj spremljajo prek malih zaslonov? Izkušnje sem si nabral najprej kot 13 let kot župan, bil v nacionalni politiki, zdaj že 10. leto v Evropskem parlamentu. Verjamem, da sem na teh področjih, katere sem pokrival, kmetijstvo, prehrana, prehranska varnost, energetika, energetska varnost, regionalni razvoj, pametne vasi, naredil pomembne korake tudi in Slovenijo zarisal tudi na ta zemljevid Evropske unije z nekaterimi pobudami, ki so naše. In kot takšen sem pripravljen še 5 let nadaljevati to delo v Evropskem parlamentu, vkolikor sem vas prepričal oziroma mi zaupate, lahko glasujete zame na listi Slovenske ljudske stranke pod zaporedno številko 3, tam se da tudi preferenčni glas mojemu imenu in verjamete, da vas ne bom razočaral tudi v prihodnjih 5 letih.